Torej, lepo pozdravljeni. Moje ime je Jernej Šipoš, prihajam iz arhitekturnega biroja Scape Lab in vas v imenu cele naše projektantske skupine zelo lepo pozdravljam. Danes želim predstaviti nedavno dokončan projekt Cukrarne, se pravi septembra lanskega leta. Torej, gre za skoraj 200 let star objekt. Cukrarna je bila zgrajena leta 1834 natančno in sicer kot rafinerija sladkorja. V tem obdobju kot zanimivost lahko povem, da so jo preselili v Ljubljano iz Trsta zaradi nižjih davkov. Rafinerija sladkorja je v objektu potekala približno 30 let. Potem pa se je v objektu zgodil velik požar. Jaz imam občutek, da mi ne deluje tale zadeva. Aha, ok. Skratka, in po požaru je v objektu so objekt naselili različni uporabniki. Sicer je bila najprej potem tobačna tovarna, vmes so bili tukaj prostori kasarne, odkoder so avstro-ogrski vojaki odhajali v Mehiko. Tukaj je bila tudi tekstilna tovarna in pa verjetno Slovencem najbolj v zavest vpisano obdobje, ko je bila, se pravi, to je obdobje moderne, ko je bila cukrarna ubožnica. Tukaj lahko samo sam spomnim, da sta živela in umrla Dragutin Kete in Josip Monen. Aha, jaz imam... Ok, razumem. Tako. Želel bi izpostaviti eno mnenje ali pa dejstvo, in sicer o trajnostni gradnji. Mislim, da je trajnostna gradnja oziroma da je najbolj trajnostna ravno prenova obstoječih stavb. Zato, da lahko nadaljujem predstavitev, predlagam, da si pogledamo najprej en kratek video, v katerem pa želim izpostaviti ključnost revitalizacije opuščenega predela mesta kot del trajnostnega razvoja mesta ter rast mesta navznoter, kar so vse pač nekako ideje trajnosti. Evo. Tako. Pardon. Ok. Torej, objekt Cukrarna se nahaja v Poljanskem predmestju ob Ljubljanici. Tole je tloris situacije objekta, ki prikazuje, kako povezuje ploščad na severni strani objekta ob Ljubljanici preko pritličja, ki je odprto na južno stran, kjer se nahajata dve dvorišči. Prenova Cukrarne je potekala tako, da se je začela seveda z rušitvami, odstraniti je bilo treba vse horizontalne in vertikalne notranje konstrukcije in ojačati zunanje ostenje objekta. Ojačitev je potekala z injekti in pa bistveno z izvedbo sovprežne armirano-betonske konstrukcije na notranji strani. Obstoječe temelje je bilo treba prav tako ojačati, in sicer z piloti. In ko so bili piloti zgrajeni, je objekt dobil, do zdaj namreč ni imel,
tudi povsem novo etažo, klet. V kleti smo zagotovili razstavni prostor oziroma prostor za performativno umetnost, hkrati zagotovili prostor za depo in dokončevanje umetniških artefaktov ter sanitarije. Pritličje je predstavljeno nekakšen podaljšek oziroma odprt javni prostor, ki pa je nadkrit, taka je bila naša ideja in mislim, da tudi uspešno funkcionira. V njem vanj je možno vstopiti brez vstopnine, tako rekoč kadarkoli v času odprtih vrat cukrarne. V pritličju je prav tako tudi bar. Znotraj obstoječih saniranih obodnih sten cukrarne smo na strešno jekleno konstrukcijo obesili oziroma v objekt vstavili 2 jeklena volumna, v katerih smo v 3 etažah zagotovili razstavne prostore in neke dodatne prostore. In sicer v medetaži učilnico in knjigarno, v prvem in v drugem nadstropju pa se v teh 2 obešenih volumnih nahajajo jasno razstavni prostori. Južni prizidek je namenjen pa pisarniškim potrebam funkcioniranja galerije. Objekt je zaradi svoje zgodovine, kot sem jo že omenil, zaščiten s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine kot industrijska dediščina. Zaradi tega smo morali pri prenovi upoštevati njihove smernice in usmeritve oziroma zahteve. Tako recimo objekt, kot je pač znano za tovrstne sanacije, seveda ni izoliran na zunanji strani. Ampak želim pa izpostaviti 2 razvita koncepta, ki sta izvedena v tem objektu in bistveno pripomoreta k učinkoviti rabi energije in tudi sami zasnovi strojnih inštalacij v objektu. In sicer izpostavil bi koncept tako imenovane podzemne jame ali votline. Namreč objekt je na novo dobil klet, ki je globoka 6 metrov in znotraj nje, ali pa recimo sama ta podzemna jama, votlina, klet, zagotavlja konstantno klimo skozi vse leto. Recimo, govorim o tem, da je tukaj hladno poleti in si ljudje lahko najdejo zatočišče pred vročino tukaj in obratno po zimi, ko je tukaj toplo. Zemljina se seveda nikoli ne shladi, ne, na minus. Ta efekt se jasno širi tudi po stavbi navzgor. Drug koncept, ki ga želim izpostaviti, je pa to, da gre na nek način za stavbo v stavbi. Se pravi, ta 2 volumna galerijska volumna sta obešena iz strešne konstrukcije in sta umeščena med obstoječo obodno stenje, tako da sta odmaknjena od njega, se pravi, ne predstavljata nikakršnega stika med fasadno, opno in notranjim prostorom galerije. Zato je energija, ki je potrebna za kondicioniranje razstavnih prostorov, se pravi, ta energija potrebna je toliko manjša, ker seveda pač ne potrebujemo zasegati razlike med zunanjo temperaturo in notranjo, ampak samo delto, ki je pač ostala. Pritličje je ogrevano preko talnega gretja in delno stenskega gretja, skozi to perforirano opno pa doteka v prostor svež in kondicioniran zrak, srka pa se ga ob straneh. Ravno tako funkcionira pohlajevanje, predvsem gre za to, da v pritličju ni cilj, da zagotovimo bivalno udobje, ampak da je to prostor, ki je odprt, kamor pridejo ljudje in lahko po zimi ostanejo oblečeni v svoje jakne, poleti pa pač jim je udobno. Prezračevanje je
zagotovljeno, oziroma pač zrak pripravljamo z 5 klimati, 4 od njih so umeščeni na podstrešje, eden v kletno etažo. Preko kanalov, jasno, se pač vse prostore zagotavlja distribucija svežega in pripravljenega zraka. Še prikaz kleti. Lahko še tukaj. Galerijski prostori pa imajo zračenje zagotovljeno tako, da skozi zgornjo režo priteka svež in pohlajen, recimo poleti zrak, skozi spodnjo režo pa odpadni zrak srkamo in ga pač preko klimatov in rekuperacije odvajamo na prosto. Pardon. O projektiranju smo razvili 9 scenarijev različne soprege strojnih inštalacij in vse vrednotili z tako imenovano Life Cycle Cost analizo LCCA. Bistvene komponente teh kombinacij so zračno ali vodno hlajenje, in sicer ali hladilnega agregata ali pa toplotne črpalke. Opcijsko tudi priključitev na daljnovod. Life Cycle Cost Analysis je bil narejen na dobo 15 let in sicer smo pač pregledali kategorije energija potrebna za hlajenje, energija potrebna za ogrevanje, investicija in pa vzdrževalni stroški. Projektna zasnova je predvidevala izvedbo vrtin kot primarni lokalni vir energije za pač ta objekt in tukaj prikaz tudi izdelave študije vpliva podzemnih vrtin v roku 15 let na podzemne vode. Omenim lahko, da tako uporabniki kot obiskovalci nekako komentirajo, da se v objektu počutijo dobro. To dokazuje tudi kar nekaj, mislim, da gre zdaj že za ta drugo ali tretjo redno postavitev razstave. Zgodilo se je veliko dogodkov, v nekaterih slučajih je bilo udeleženih na recimo koncertu tudi skoraj 1000 ljudi in komentar obiskovalcev je, da se v objektu počutijo dobro in jaz razumem, da smo nekako z tem trudom v ravno kar razložen sistem kondicioniranja zraka, prostora in atmosfere pač dosegli nek uspešen prostor. Mogoče pač čisto kot zadnjo misel lahko dodam, da se mi poleg povedanega zdi tudi ohranjanje Cukrarne kot simbola v Ljubljani ravno tako trajnostni vidik, ampak družbe in je kot nekako odgovor na globalizacijske trende, ki pač se nam dogajajo v zadnjem času. Najlepša hvala.